Medvoški prvi hram kulture, knjižnica na Sotočju, je kraj, kjer poleg rednih razstav in drugih zanimivih kulturnih dogodkov tudi redno gostijo avtorje novih literarnih del. In tako je bilo tudi pretekli torek, ko je svojo novo knjigo izšlo v septembru ob 130. obletnici organiziranega slovenskega planinstva z naslovom Triglav je naš predstavil Dušan Škodič, naš sokrajan, znani planinski publicist in avtor številnih člankov o zgodovini planinstva in alpinizma, pa tudi drugih leposlovnih tematik z področja gorništva. Škodičeva peta knjiga se tokrat loteva zgodovine slovenskega planinstva, tudi z osvetlitvijo tistih temnejših senc, ki so bile v luči hvalnic uspešnega osvajanja naših gora nekoč prikrite, z namenom, da zapolni razpoke, ki so bile ustvarjene zaradi skrbi pred germanizacijo našega naroda. Po požaru prostorov Slovenske planinske zveze leta 1958 in uničenega arhiva Slovenskega planinskega društva je toliko bolj dragoceno odkritje obsežnega arhiva v avstrijskem Innsbrucku. Najbolj zanimivo je bilo res odkritje tega arhiva v Innsbrucku. Leta 2021 sem ga nekako po naključju gor našel. Bilo je v času korone in takrat smo vsi delali od doma, tako da tudi arhivari so delali, in v bistvu so mi takrat poskenirali ogromno materijala. Noter se je najdlo veliko dopisovanja iz začetkov Slovenskega planinskega društva in pa iz samega začetka organiziranega planinstva na Kranjskem, tudi kjer je delovala takrat kranjska sekcija. Tako da noter je veliko korespondence, odnosov med njimi in opisi vseh pretletnih igric, nagajanj in razgrajanj, ki so takrat potekali tudi v naših gorah, kajti v dolinah je takrat zaradi narodnega podbujanja bilo veliko nasprotovanj med Nemci in Slovenci. To se je pa takrat v tem času potem preneslo še v naše gore. Posledica tega dejstva je bila tudi gradnja slovenskih koč in ustanovitev Slovenskega planinskega društva. Eno od odkritja, seveda, ki je bilo popolnoma prikrito, je bilo to, da so nam zamolčali, da smo bili skoraj 3 leta član Alpenvereina tedanjega in šele potem šli na svojo pot. Seveda, ko je monarhija razpadla, je bilo treba nekako počistiti z vsemi nemškimi ostanki in tudi to je bila ena od posledic. Iz zgodovine slovenskega planinstva pa ni izginil samo podatek o tem, da je bilo Slovensko planinsko društvo sprva le podružnica nemško-avstrijskega planinskega društva, temveč so bili spregledani tudi nekateri pomembni alpinistični dosežki alpinistov na Kranjskem. Henrik Thuma, vsekakor zelo zaslužen, sploh za imenoslovje naših gora, ki ga je 50 let nabiral in nam ga je ohranil, ker bi se to seveda vse zgubilo. Potem pa recimo v smislu alpinizma Klodik Čada, alpinist iz Ljubljane, o katerem nismo nič vedeli, ampak je bil dejansko supermen iz Ljubljane v tistem času, alpinist, ki je sam preplezal severno steno Triglava v nemško smer in še veliko drugih smeri. Ampak potem nekako zaradi tega, ker je padel na koncu Prve svetovne vojne, tudi izginil iz našega spomina. No pa že v tistem času, ker je bil kot opredeljen kot Avstrijec, nekako Slovenci nismo beležili v svojih, bom rekel, zapiskih kjerkoli v Planinskem vestniku. Ludvik Čada je na primer že kot komaj 15-letni fant v letu 1907 preplezal zelo zahtevne podvige, kot na primer Grintovec čez Mlinarsko sedlo, kočno po severovzhodnem grebenu, grebensko prečenje prek Štajerske in Kranjske rinke na Skuto, Ojstrico čez Škrbine in še mnogo več, ter seveda njegova samostojna ponovitev nemške smeri leta 1911. Odlikovala pa ga je premišljenost in razumno tveganje in seveda plezanje na naraven način z minimalno uporabo klinov. Škodič pa je v svoji knjigi osvetlil tudi uspehe gorskega vodnika, prvega slovenskega alpinista, ki je preplezal severno Triglavsko steno, Janeza Koširja. Spomnil pa se je tudi prve ženske na Triglavu, 21-letne Rozalije Škantar, ki se je na vzpon, takrat brez klinov ali stop, v krilu segajočem do tal podala v spremstvu svojega očeta Jožeta Škantarja, Otomarja Bamberga in Edvarda Krašovica. Seveda pa zgodbe o slovenski planinski zgodovini ni brez najbolj pomembnega slovenskega gornika, našega Jakoba Aljaža. Jakob Aljaž se je zavedal, 95% ljudi na Kranjskem je bilo Slovencev, 5% morda Nemcev. V gorah je bila situacija druga. Tam so večinoma hodili nemško govoreči turisti, ki so najemali vodnike.
In Jakob Ljaš se je zavedal, če ne bomo Slovenci večinski tudi v gorah, do takrat naše gore ne bojo. Ne? In on je seveda potem, ja, seveda koča na Kredarci in pa tudi na delu je to pot na Triglav, dejansko je dal razminirati teren med malim in velikim Triglavom, ta greben. In s tem so potem tudi množice začele hoditi gor. Seveda, z današnjega vidika je bilo to precej bogokletno dejanje, ampak v tistem času je bilo to pač nekako najbolj naravn način, da bojo gore dejansko tudi Triglav, da bo slovenski, ker kdo si je pa takrat mislil, da bo Avstro-Ogrska razpadla in da bojo te hribi dejansko kmalu naši postali. Za priljubljenost slovenskih gora pa niso poskrbeli samo z miniranjem grebena Triglava. Ob odprtju bohinjske proge se je namreč porodila tudi ideja o progi od Bohinjske Bistrice do doline Voje ter v nadaljevanju z obato železnico na naš najvišji vrh. Če bi bila železnica na vrh Triglava speljana, za kar so bili že narejeni načrti, seveda bi bilo še več ljudi, ampak v tem primeru jaz mislim, da mi ne bi bili toliko pretreseni, tako kot niso Švicarji pretreseni, ker jim na veliko gora pripelje železnica in tja hodijo turisti in ker bi se vsi že rodili v tem času, bi pač to sprejeli tako, kot je. Tako kot je bila pisana zgodovina slovenskega alpinizma z vsemi dobrimi in slabimi platmi, pa je zanimivo tudi njeno odkrivanje in veseli smo lahko, da imamo v svoji sredini nekoga, ki ga brskanje po arhivih zanima in ima toliko smisla, da vsa ta številna zanimiva dogajanja zna spraviti v berljivo obliko. Če imaš cilj, potem se to da. Ne? Zdaj, 130-letnico organiziranega planinstva smo imeli lansko leto, in nekako sem bil naprošen, če bi bilo možno to napisati. In v bistvu sem se zavedal, da s tem materialom lahko naredimo eno prečiščeno zgodovino, ki bo imela pokrite tudi te sive lise, ki so ostale, se pravi, da ne bo samo neka črno-bela junaška zgodba o uspehu slovenskega planinstva, ampak da bo prikazano še z druge strani in da bojo vsi ti ljudje prikazani s svojimi dobrimi in slabimi lastnostmi, torej krvavi pod kožo, kajti samo tako je zgodovina ta prava in tudi zanimivo, da se bere tako, kot je dejansko v tistem času potekalo, ne samo enostransko prikazano. Škodičevo knjigo si seveda lahko izposodite v Medvoški knjižnici, odkrili pa jo boste tudi po zanimivi naslovnici, fotografiji dekleta, ki čečka po Aljaževem stolpu in izvira iz leta 1919, ko počečkan in razpadajoč stolp še ni bil tako pomemben slovenski nacionalni simbol, kot je danes.